Spoštovani, pred nami sta še preostali dve tekmi v 22. krogu prve lige Telemach. Nedeljski program začenjamo v Spodnji Šiški v Ljubljani. V kajčnem športnem parku se bosta udarila domači Bravo in Domžale. V zvezni vrsti na kakorkoli, zdaj je protinapad Domžalčanov. Razrečena domača obramba in Hasanbegović ima tu krasno priložnost, Domžale vodijo z 1-0, strelec pa Mirza Hasanbegović. Hasanbegović. Potem pa Jošt Pišek. Repas ima dober strel za las mimo gola, Žiga Repas. Kurtović, Trdin, Selam, Kalčić, Kramarić, krasno nazaj proti Kalčiću, samo gola odkažejo sodniki. V svoji polovici igrišča na ta način so zaprli vse dostope do svojih vrat in pravih priložnosti za Bravo ni bilo. Zdaj je preizkusil Marjanac sicer z levico, ena lepših priložnosti za Bravo na tej tekmi, toda tudi tule se mi zdi, da Marjanac ni bil prav blizu uspeha. Pa že ob naslednji prekinitvi očitno menjali tudi v domačem taboru. Pripravljeni sta Kušnja in Kureš, priložnost za Kovačevića, 2-0 za Domžale. Franko Kovačević, 62. minuta. Asistenci iz prvega polčasa je Franko Kovačević zdaj dodal še zadetek, njegov 5. v tej sezoni in vprašanje. Dejan Grabič, trener Brava, tako lepo tekmi proti Domžalam je verjetno težko, glede na to, da ste vi praktično celotno tekmo dominirali oziroma imeli svojo posest, imeli veliko več priložnosti, na koncu pa rezultat 0-2. Kako ste vi videli celotno tekmo? To se je zdaj uresničilo, to, kar smo pričakovali. Se pravi, nizek blok proti napad, legitimen načrt. Mi smo imeli proti orožje, zdaj če štejemo, da smo si veliko ustvarili, ali pa relativno veliko smo si ustvarili v primerjavi z nasprotnikom. Tako da prvo čustvo, ki ga bom omenil, je ponos. To je na naše igralce, zato ker to, kar kažejo, to, kar nas ta sezona uči, muči, je težko je zdržati to že. Ampak nobeni da v glave dol, vsi so verjeli, garali do zadnje sekunde, kljub pač temu stresu, ki nam ga ta sezona povzroča. Tako da to je glavno čustvo, ki me preveva po tej tekmi in bi čestitev igralcem. Druga stvar, drugo čustvo pa malo na trenutke me je sram. Zdaj jaz gledam, kdo bo gledal take tekme. To se sprašujem. Kdo bo to gledal? Še teh nekaj res gledalcev, ki se jim res zahvaljujemo, da hodijo gledati. Po drugi strani še tistih nekaj oglednikov ne bo več to hodilo gledati. To zdaj jaz ne vem, nek fair play, športno obnašanje, cilj opravičuje sredstva, to se strinjamo, je treba do rezultata prijeti. Ampak jaz ne vem, kdo bo to dekadenco še gledal. Tako da apeliram na vse, dajmo vsi dvigati tempo, dajmo dvigati atraktivnost lige, ker to ne pelje nikamor. Še enkrat pa svojim igralcem pa vse čestitke,
Karakterno so najmočnejši v ligi, vsi jih imamo radi. Samo tole, če se vrnemo še nekoliko na dotično tekmo, ko ste opravili menjave v zadnjih 10-15 minutah, ste bili zadovoljni z nekim tempom vaše ekipe? Sam se mi zdi, da se je nekoliko vse skupaj umirilo. Se je s tempom bolj, mislim, tempa niti ni bilo več, ampak naš taktičen tempo je bil napačen. Se pravi, mi smo šli s predolgo pripravo napada in nismo iskali žoge za njihovo zadnjo linijo, da bi se kaj zgodilo na način, kot se je zgodil njihov drugi gol. Ker na podobnem igrišču proti tako nizko postavljeni obrambi je bil to edini način, da bi jim dali čim več žog za hrbet, mehkih na rob 16-metrskega prostora, to napadali in bili v coni strela ob morebitni drugi osvojeni žogi. In tega je bilo odločno premalo, verjetno že malo utrujenosti. Trudili smo se to delati, smo pa naredili premalokrat. Dejan, morda, če gledamo iz pozitivne stvari na tole tekmo, naslednja pride zelo kmalu, sicer proti visoko letečemu Celju, ampak verjetno ne bo veliko časa objokavati to, predvsem ta rezultat. Ni časa, mi smo zdaj, kot opozarjamo že celo sezono, čudna sezona za nas, v bistvu zelo zahtevna. Smo v coni borbe za obstanek in vsaka točka nam je dragocena. Zato se moramo biti res močni in psihološko in za telesno, to bomo mi pripravili ekipo, ampak znotraj tega moramo biti enostavni in smo. Zdaj pa zakaj se nam dogaja, da tako poceni gole dobivamo, da takšne priložnosti pa ne izkoriščamo, je pa stvar za neko malo poglobljeno analizo. Ampak še enkrat, vse, kar se dogaja v tej sezoni, je res je zanimivo, res je dober test za vse nas. Simon Rožman, danes na Žaku proti Bravu ste imeli veliko manj strelov proti nasprotnikovim vratom, ampak zmagali z 2-0 in v bistvu uporabili vse, kar vam je nasprotnik ponudil. Se strinjate s to ugotovitvijo? Pa jaz bi najprej čestital, bom rekel, mojim fantom za eno dobro disciplino, za taktično dobro odigrano tekmo. Po tem prvem porazu smo morali, bom rekel, najboljši zdravilo za vsak poraz je naslednja zmaga. Nekako smo šli po tem načelu. Tako kot smo se pred tekmo pogovarjali, smo bili mirni v sami pripravi na tekmo. Mislim, da smo, tako kot ste rekli, izkoristili svoje priložnosti in sigurno smo veseli teh 3 točk. Bravo je večji del tekme imel posest žoge v svojih nogah, tudi kot rečeno več so imeli priložnosti, ampak vi ste bili nekako umirjeni. Verjetno je to dodatna pohvala za vaše fante. Ja, jaz si moram čestitati, bom rekel, ena velika takšna disciplina v fazi obrambe. Zavedamo se, da nam v fazi napada še marsikaj manjka. Pa smo imeli mogoče na prvi tekmi, pa na koncu rezultat 0-4, tako da nekako razmišljamo v vse smeri, ekipa se mora razvijati. Pomembno mi pa je, da smo točkovno, bom rekel, tu nekje blizu v tej sredini lestvice, da bom rekel, sami sebi lahko iz tekme v tekmo dajemo nov tekmovalni motiv in tudi temu je služila, bom rekel, današnja tekma, tako da se pa zavedamo, da so stvari, ki jih moramo delati boljše, ampak iz treninga v trening, iz tekma v tekmo. Zanimiv je bil trenutek po dosegi drugega zadetka. Celotna klop je ostala, vsi ste se praktično objeli na robu igrišča. Verjetno to dokazuje, da je ekipa Domžal tokrat zelo povezana. Ja, se strinjam, ena velika čestitka, ena super atmosfera, Vlado Gajderobi, zato nas je ta pretekma še toliko bolj, bom rekel, pahnala veliko korakov nazaj. Veseli dejstvo, da vsi igralci razumejo, da mi samo kot kolektiv lahko naredimo tisto, kar si želimo. Na koncu potem tudi splavajo tisti, bom rekel, najboljši za naslednje klube, vsak prestopni rok, ampak enostavno brez tega ne gre in ja, zelo lepo je bilo videti in zelo sem ponosen, bom rekel, na ekipo, da je odreagirala na tak način. Samo še eno vprašanje, dogodek z Nikom Percem se je poškodoval na ogrevanju, morda veste kaj več, za kakšna vrsta poškodbe gre? Ja, izredna smola, bom rekel, se ga drži v tem drugem delu prvenstva. Enostavno smo ga želeli nekako zamenjati, dati v igro in se potem tukaj pri šprintu, mislim, da gre kar za eno, bom rekel, težjo poškodbo, se pravi za dejansko rupturo. In jaz se nadejam, da bo, bom rekel, rehabilitacija trajala čim krajše. Je pa res, da fant ima v tem trenutku res smolo, ogromno željo, zelo delovn in ko se mu je danes še to naredili, mislim, da bo kar za njega daljša pauza. Berno Selan, nogometaš Brava, večji del tekme ste napadali, imeli veliko več strelov proti vratu nasprotnika, a na koncu so Domžale zmagali z 2-0 in praktično izkoristile vse, kar ste jim ponudili. Kako ste videli tole tekmo?
Meni se je zdelo, da smo dobro sledili našemu načrtu, ki smo si ga zastavili, pol pa zaradi napak, nezbranosti mogoče v ključnih trenutkih, potem smo dobili gol. Dvakrat zapored ste sedaj začeli od prve minute dalje v tem spomladanskem delu. Kako je tako mlademu igralcu, kot ste vi, igrati v prvoligaški druščini? Kakšna je pravzaprav razlika, koliko je vi čutite? Razlika je sigurno velika. Duel je močnejši, igra je hitrejša. Vsi nasprotniki so bolj izkušeni, znajo kakšne stvari zapreti, recimo, ki jih v nižjih selekcijah niso. Ampak ekipa super pomaga nam, mladim igralcem, in lahko se veliko lažje prevadimo na ta nivo. Verjetno vam je toliko lažje pozabiti tale poraz, glede na to, da se tekma naslednjega kroga bliže zelo hitro, kajti kmalu igrate proti Celju. Ja, v vsakem primeru ga bomo mogli, pa isto tako probati naprej, kot smo si zastavili. Franko Kovačević, iskrene čestitke za zmago, iskrene čestitke za gol. Morda na začetku, kako ste doživeli celotno akcijo v 3. minuti, pa ste že dosegli zadetek? Pa dobro, izgubili smo nezgodno prošlu utakmicu. Najbitnije nam je bilo se vratiti s pobjedom, to smo ostvarili. Imali smo taktiku i ta taktika nam je donijela, ja bih rekao, i prvi i drugi gol, i dalje se toga trebamo podržavati i nadam se da ćemo doći tamo gdje želimo, a to je Europa, kvalifikacija. Ekipa je relativno mlada. Kako se pravzaprav v tem prestopnem roku oziroma v tej pol sezone, kako ste se ujeli z ostalimi oziroma kako je igrati na ta način skupaj s svojo ekipo? Pa dobro, sigurno da ti nije baš ugodno kad ti odu igrači s kojima si se dobro snašao, ali to je naš moto našeg kluba i radimo jako dobar posao i vidimo, evo po današnjoj utakmici smo vidjeli da možemo kako god i pokazali smo to dobro i nadam se da ćemo nastaviti tako dalje i da ćemo držati tradiciju kluba.